Cvetje in sveče na prizorišču petkove prometne nesreče v Ljubljani, v kateri je mestni avtobus do smrti zbil mladoletno dekle. Kako to, da je voznik spregledal peško, ki je cesto prečkala pri zeleni luči, policija še ugotavlja. V sindikatu voznikov avtobusov pa opozarjajo, da je bila tragedija le vprašanje časa. Oglasil se je tudi reševalec, ki je prišel na kraj nesreče. Ob tragični nesreči ga je šokiralo obnašanje očividcev. Manca Turk. 3 dni po nesreči, v kateri je voznik avtobusa do smrti povozil mladoletno dekle, na mestu tragedije gorijo sveče. V spomin na žrtev ljudje prinašajo cvetje. S sodelavcem sva bila med prvimi na mestu nesreče. Prizor je bil težak. Je petkovo nesrečo opisal reševalec. Še bolj kot prizor ga je šokiralo obnašanje očividcev. Namesto da bi ljudje pomagali ali poklicali pomoč, so številni izvlekli telefone, snemali, fotografirali, gledali pod avtobus in se celo smejali. Nesreča ni predstava, žrtev ni vsebina za TikTok in malo človečnosti bi moralo biti nekaj osnovnega. Oster odziv prihaja tudi iz sindikalnih vrst, da je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo sistem, ki voznike potiska na rob zmogljivosti, pripeljal do tragedije, trdi Damjan Wolf. Če radi zdravniki pravijo, da odgovarjajo za tistega, ki je na operacijski mizi, voznik avtobusa odgovarja za 10% naših najdražjih. Da vozniki delajo v nevzdržnih razmerah, opozarja, da so preobremenjeni pod časovnimi pritiski, vozila so prepolna, kadra premalo. V preteklosti je voznik avtobusa opravljal izključno samo to izjemno zahtevno poslanstvo, sedaj v interesu dobičkov njihovih delodajalcev, pa seveda je ratov tudi sprovodnik, varnostnik, sociolog, psiholog. Zato v sindikatu zahtevajo sestanek z Ministrstvom za okolje, pričakujejo pa jasne odgovore in konkretne ukrepe. A nesreča se je zgodila v mestnem potniškem prometu v Ljubljani. Zato je reševanje problematike v pristojnosti občine oziroma LPP, odgovarja ministrstvo. Ker policijska preiskava še poteka v ljubljanskem potniškem prometu, za dodatna pojasnila danes niso bili na voljo. Vse dokler ne bodo znane vse okoliščine nesreče, pa zadeve prav tako ne komentirajo v sindikatu voznikov LPP. Nekako nekateri namigujejo, da se gre sindikat neke svoje lastne interese pri tem in da to nesrečo izkorišča. Nikakor. In seveda v sindikatu voznikov avtobusov Slovenije, kljub temu, da tu in tam dobimo pečat tako imenovanega populizma, smo vedno na strani našega članstva, voznikov in voznic avtobusov. Medtem policija še naprej poziva očividce, če imate informacije o nesreči, nas pokličite.